Stroški organizacije. Cirka 100 000 evrov. Število udeležencev, mislim, delegacije zdaj, da župano vemo, koliko ljudi vse skupaj bo prišlo v Ljubljano. Mi vemo, kaj je fiksno potrjeno, čakamo še en teden, kaj ti 3 meseci ima še volitve. Vemo, da Beograda ne bo, ker ima 11. maja volitev, Rim v drugem krogu, še v teden bo zaključil volitve, imamo še smo govoriti enako na London, tako da bomo do zadnjega čakali, ampak v tem trenutku je več od polovica delegacij potrebnih. Glavno, ne? 20. Maček, vest, to je nekakšen doprinos, ta srečanje županov, recimo, predsedovanju EU trenutno? Jaz mislim, da je to doprinos v celotni Evropi, namreč ravno zato, ker nimamo teh skupnih meja, kot jih ima državnice, bolj nimamo teh problemov. Mislim, da so župani, če uporabljamo besedo, pa glavna misla tista, ki lahko pokaže, kako se lahko sodeluje. Da ni tu te konkurence, da ni tu nepotrebnega tekmovanja, ampak enostavno sodelovanje. In smo ti razgovori v tem letu in pol, ko smo jih predvsem s kolega Čevinom imela z našimi kolegi po Evropi, kaže, da smo vsi pripravljeni zelo odprto, tako oni kot mi pokazati vse, kar znamo narediti. In se imamo to slučiti. In jaz mislim, da to ravno to sodelovanje lahko pokažemo, kaj bo doče pot Evropi. Sprav ena izmenjava know-howa tudi. Ja, ne ponavljati se napake. Recimo, zakaj bi mi šli, da bom čist direkt rekel, v neko obliko javno-zemljega partnerstva na vodovodni kanalizaciji, če se to prvo po 30 metri, potem so že pa tega že dali kupvati. Se pravi, to, kar sem jaz nekako po svojem ljudi rekel, da to ne bomo spustili, ker je preveč pomembno za Ljubljano in bi lahko bil prehod vpliv tega zasebnega kapitala, ne bomo tega delali. Isto, zato smo govorili tudi naše kolege iz bivše Jugoslavije, ko prihajajo v Evropsko unijo, da že spet svojih korakih ne ponavljajo teh napak. To je zelo preprosto. Vse, kar znamo, bomo mi vse zelo nauči. To je zelo podobna zadeva, zdaj, ko smo šli na gledal teh stadionov. Zakaj ponavljati napake, ki so naredili? Mislim, da z vsake stvari se da. Vsak obisk nekaj pokaže, odkar še druge smetli problem celotnega sveta, bodoče Evrope, kako urejati z ogrevanjem ekologijo, kako zakonodaj priprav do tega, da stimulira varčno porabo energije oziroma zmanjšo porabo energije, celo kako lahko konkuriramo za evropska sredstva skupaj. Tudi tu se izmejo izkušnje, ker ti znanja za vse obladovati ni in je treba v bistvu iskati dobro prakso pred drugim. In mi bomo tudi začeli drugo leto definitivno spremljati tudi Ljubljano na te lestvici rangiranja, mest po vseh teh kriterijih. Jaz bi rekel, zdaj, če boste pogledali nekaj internetov stran, boste mirno kot tudi Ljubljano najlepšem na svetu. Tle se zdaj, ampak to zdaj mora dobiti neko formalno potrditev, ne računam na prvo mesto, ampak na prvih 50 že prvi mesto se dostiti. Kaj bo zelo težko? Prvih 50 na svetu? Na svetu. Svet je prvi, če mene vprašate, razen res, da bo se še ljudi, jaz ne vem, po čem je prvi prav. To je moj intimno mnenje.